Ja, pričakovanja siguran. Vsi mi pričakujemo, da bomo odigrali dobro tekmo, da bomo pokazali na igrišču to, kar znamo. V tekmo bomo sigurno šli po zmago, mislim, da vsako tekmo se gre po zmago, tako bo tudi zdaj. In upam, da bomo po koncu tekme vsi srečni, ampak kakor sem rekel, najbolj pomembno je, da mislimo na sebe, da pokažemo na igrišču to, kar znamo. Na koncu bo pa rezultat pokazal, kako smo delali. Dober večer, Andrej Milković, ekipa Jan. Pred enim letom je Slovenija brez vas začela neko zelo nesrečno zgodbo v Ligi narodov. Leto dni pozneje imamo novega selektorja, novega Jana Oblaka, neko novo zgodbo. Kako ste vi videli to leto, kaj se je zgodilo vse vmes, kakšen je bil vaš osebni napredek, pa tudi kot igralca in kaj lahko pričakujemo zdaj? Ja, tako je. V enem letu se je kar veliko stvari spremenilo. Že glede na to, da je nov selektor, je to ena nova zgodba, nove kvalifikacije. Za nazaj se je prav, mislim, da nima smisla prav veliko razmišljati in treba gledati v prihodnost, treba gledati naprej. Smo sredi kvalifikacij, vse možnosti so še odprte, tako da kar se mene tiče, bom vedno dal vse od sebe, vedno, ko bom tukaj, bom naredil vse, kar lahko, dal svoj maksimum na igrišču, izven igrišča in pomagal ekipi, pomagal selektorju, nekako pomagal celi Sloveniji, da bi vsi skupaj ustvarili eno veliko stvar in naredili dober rezultat. Pozdravljeni, Jan. Proti Lewandowskemu ste v Ligi prvakov že nekajkrat igrali, mislim, da vam je dal tudi že 2 gola. Kaj ga dela tako posebnega? Ima kakšno posebno gibanje? Ste ga kaj analizirali takrat proti Bayernu? Ja, sigurno, da je Lewandowski eden boljših napadalcev v Evropi. To dokazuje iz leta v let, to dokazuje njegovi goli, njegove številke. Je kar zelo kompleten napadalec, nimam samo ene stvari, kjer bi prav posebej izstopil, tako da mislim, da je v vseh fazih igre zelo moderen, zelo kompleten napadalec in v vsakem trenutku zelo nevaren za nasprotnikov gol. Tako da kakršnakoli analiza, lahko analiziraš ne vem koliko, ampak tako dobri igralci so posebni igralci in v vsakem trenutku lahko naredi nekaj druga in ne to, kar si ti analiziral. Nismo še imeli v Sloveniji zvezdnika takega formata v kateremkoli športu, ki bi bil zanimiv za paparace, za razne take zgodbe. Kako je to poletje in to spoznanje vplivalo na tvoje življenje, kaj si se naučil iz tega, pa na kakšen način se nameravaš v prihodnje spoprijeti s tako ekstremnim zvezdništvom? Da, jaz mislim, da ta vprašanje ni lik za pretekmo, ampak ni problema, lahko odgovorim. Tega se zavedam že nekaj časa, da nekako v situaciji, kakršni sem, je tudi moje privatno življenje veliko bolj izpostavljeno, ampak to gre eno z drugim in nekako je en dokaz, če si uspešen, je tako. Mogoče si ne bi želel, ampak rad bi bil še bolj uspešen in če bo s tem prišlo še kakšna slika več od paparacov, jaz na to ne morem vplivati in se s tem ne obremenjujem. Najprej seveda eno zadovoljstvo pri vseh nas, že pred tekmo. Bom rekel, da smo že zmagali v eni stvari, ampak sigurno je lepo slišati, da je stadion poln, da je razprodan. In še ena stvar, to sem tudi zdaj povedal fantom, dobena obveza, doben pritisk zaradi tega, ampak eno zadovoljstvo in eno spoznanje, da nas čaka ena velika tekma, da nas čaka en velik nasprotnik, ki je vodiln v naši skupini in da imamo toliko izziva, toliko motivov, da je enostavno samo treba uživati v momentu, v katerem smo in potem bo, pač, kot je že Jan rekel, nogomet pokazal, ali si uspešen ali si manj uspešen. Kar se pa tiče tedna, v redu, mislim, malo smo se vozili gor pa dol po Gorenjski, zdaj Ljubljana, že dolgo nisem bil, ampak mislim, da je minilo čisto v enem sproščenem vzdušju, hvala Bogu, brez nekih večjih problemov, kar se tiče poškodb, kar pa je seveda najpomembneje. Selektor, pozdravljeni. Kaj ste na treningih videli, kakšna je forma nogometašev, če se malo pošalim, ta vaš občutek za feeling, je kaj v zraku ali je bolj treba biti previden? Pa jaz sem že rekel, da pred Avstrijo sem imel tak dober feeling, ko sem jih gledal, so leteli po igrišču, potem pa 0 na začetku, prvem polčasu 0. Tako da
Meni je važno, da je tu nekje v enem razpoloženju vsem jasno, da prihajamo na reprezentanco zato, da je bil vsak trening, vsako tekmo boljši. Da ne prihajamo zato, je bilo nam fajn, da se bi malo rešili klubskih obveznosti, pač potem, če bo rezultat, je tudi fajn, potem bo malo dobro pisali, če ne bo pač drugič malo boljše, pa selektora bo menjali, mogoče že vmes. To je tisto, kar je pri meni najpomembnejše in videl sem dobre stvari, videl sem slabe stvari, vidi se, da nekateri so v začetku sezone, nekateri že imajo kar nekaj, mislim, običajno septembrsko razpoloženje, pa se pravi, meni je najbitnejše ta nek odnose, ne, in vsi skupaj se pač nekje še iščemo, ampak glede na to, da pa ni časa za to, ker so to prvenstvene tekme, ker so to tekmovalne tekme, pa tistemu, ki bo kapnilo v glavo, je v redu, tistemu, ki ne, pač vse veste, kako gre v nogometu, ne, dobeni večni, ampak bolj ali manj pa vrejo nimam jaz pripomb glede na to, da so pač vsi zdravi in da v določenih momentih treninga vidi se ta želja, ta odgovornost, ki jo pač nosijo s sabo. Selektor, dober večer. Zanima me, rekli ste, da bi, če bi lahko še enkrat igrali tekmo v Avstriji, nekatere stvari postavili drugače, recimo, da je ta tekma najbolj primerljiva tisti ali pa da je tista najbolj primerljiva tej pomoči nasprotnika. Kako bo to vaše spoznanje vplivalo na vaše tokratne odločitve in ali mislite, da boste, oziroma na kakšen način verjamete, da boste tokrat postavili pravilno? No, saj s tem izhodiščem, da iščeš optimalno rešitev, dela se vse skupaj, ne? In meni so vedno informacije na treningu najpomembnejše, ne? In kakorkoli vem, da nikoli Slovenija ne bo imela optimalne situacije, kar se tiče nekih statusov v klubu, nekih minutaž, ampak potem so že generacije pokazale, da lahko v reprezentanci marsikaj s tem nadoknadijo. Kar se tiče, če vam zdaj povem, kaj bi zamenil za Avstrijo, vam že povedal, kako bom jutri igral, ne? Tako da tu me boste malo morali razumeti, ampak se pravim, bolj ali manj je zloženo vse, fajn je, da je ta ena konkurenca na igrišču in da na koncu koncev je vedno tak, ne, ena odločitev, ko kolebaš, včasih zadeneš, včasih ne zadeneš. Saj uspešni trenerji pač zadenejo v 99%, ne, mi manj uspešni pač tam na 70 ali pa 60, ampak kakorkoli poskušal bom seveda tudi jaz, kot igralci, dati svoj maksimum za svojim štabom. Še enkrat, Nogometna zveza in pa je naredila vse, da imamo optimalne pogoje. Jaz sem z vrnitvijo Beneta tudi v štabu dobil tisto, kar hočem in to so pokazali tudi igralci, tako da komaj čakam, da bo jutri himne, da bo stadion poln, da bo to zastave, tudi njihovi navijačev bo kar nekaj in jaz sem prepričan, da bo dobra tekma. Vprašal vas je, ali je to za vas kot Slovenijo zadnja šansa, da bi prišli na Evropsko, ali gledate kot to drugo mesto? Daj Bože, da je zadnja. Kar se tiče, ja, zelo prepričljivo ste povedali, da je borba v naši skupini še samo za drugo mesto, ne? Ampak vse še kar nekaj do konca, zelo hitro se lahko to v športu obrne. Jaz absolutno v enem momentu ne razmišljam, da bi lahko Poljska v tej sigurni svoji poziciji igrala kar manj, kot ponavadi igrajo, ne? In pričakujem točno takšno Poljsko, kot je mesto na razpredelnici v naši skupini. Ampak ob tistem normalnem razmišljanju o Poljski, predvsem razmišljam o svoji reprezentanci, glede na to, da se zavedam vseh zvezdnikov in pa vse kvalitete poljske reprezentance. Sami ste že omenili razprodan stadion, prvič po, če se ne motim, 4 letih. Kaj vam to pove o vas, o navijačih, kolikšno odgovornost to prinaša in ali bi lahko bil tudi to dodaten pritisk na vaše fane? No, tistemu, ki je pa zdaj po tolkem času razprodan stadion, pritisk, tisti pa nima kaj delati v fuzbalu, ne? To je lahko samo dodaten motiv in jaz to tudi jemljem na takšen način in sigurno, da je lepše ob izredno močnem nasprotniku igrati pred polnim stadionom in kot pa da ne vem, da je tam 2-3 tisoč prestrašenih, ne? Tako da absolutno, vse pravim, ne jemljem si to kot neko, kot že zmago, ko bi lahko mogoče v neki euforiji kdo kaj rekel, ampak vseeno, fajn je pa slišati, da je razprodano in jaz upam, da bo to še bolj podžgalo
nas vse skupaj. Ne. Skupaj seveda z eno atmosfero na stadionu, ki bo tista ta prava, ki bo gnala reprezentanco naprej. Mislim pa, da vsi se dobro zavedamo, koliko je bilo pomembno ali za Bežigradom ali Ljudskem vrtu ali kjerkoli pomoč navijačev. Zdaj so tu, zdaj jih imamo, pa upam, da bomo to in pripričan sem, da bomo to izkoristili.